Jure, kakšno je tvoje mnenje o LS? Slovenski LS. Ja, basically, ja. Jaz nisem čital na lanih, tako bom rekel. Vse je prznal. Den agent, to je bil StarCraft. Ja, ampak sen. Ne, in general mi deluje zelo pač fake personality. I never liked him. Pa še zdaj, ker bi Nemesis z njim, pa je Nemesis malo... A je Nemesis si bil z njim? Ja, ne bil tam. Vse sta bila tako best kolega. Nilih neki lepih stvari govoril. Dolg čas, mislim, da celo v njegovem stanovanju živel v streamu, skupaj sta delala content. Je bil v flatu pri njemu? Ja, je bil v flatu, celo. Dolg čas. Ene par mesecev. Tako da lej. Ampak ja, on je tako. Pač, če gremo že iz tega edino, ker je on je pač fulje pretenč, že so on misli, da je tako nad vsemi. Meni se zdi drugače, ne moj se pač A ni nad vsemi. Ne, meni se da njegov tako knowledge of league je very suboptimal. No. Meni se zdi, da je 1000krat boljših analistov kot LS. On je pač takrat, on je bil res zavlal, je pač se spomnim nekaj castov, pa je prediktal neko meto, ki bi tako moja babica lahko prediktala, ker je obvious, kaj bi folki pikal. In on je takrat kao, a bo je first pickal najbolj broken champ, pa Kamil. In je rekel, pickal bo je Kamil. In so pickal Kamil, what the fuck? Vsak je first pickal Kamil že zadnje 3 mesece. In zdaj so spet first pickal, Kaj pa ta njegov stint z Cloud9, ko je skušal neko novo meto upeljati z Ivernom, tukaj nikoli ne bomo zvedeli, da je actual story, kaj se je zgodil, pa to sam jaz bom definitivno prej na strani ne LS-a, no. Ker jaz sem slišal, da on nikoli ni imel cajta za nič, skozi se sam čilu, nič ni delal, drko je kurac. Ok, kaj je celotna zgodba? On je šel coachat Cloud9 po 2 tednih, ene mesece so ga puknili ven in Cloud9 je bil kriv. Ja, definitivno, ker te profesionalen org najame, ti po enem mesecu kika ven zaradi tega, ker te ne marajo. Ti si bil perfect, ti si delal vse perfect, oni so te kikali for fun. Po mojem tudi, no. Pa če vem, že da nekdo to prebije in je kika po enem mesecu, se mi zdi najbolj neumna stvar, tako največja laž ever. Razen, če bi bil res nekaj, ne vem, recimo on mogoče ima neke probleme personal ali pa kaj anxiety, pa to mogoče res... Ok, če kaj tacga, res imaš neke probleme, sure, vse zgodi. Ne, zdi so bili homofobni. Doma pa da lahko rečeš iskreno, da so te samo oni zajebali, pa da so prasti. Pa ne, sam to, moraš tudi vedeti, da to je Cloud9. No way, da si innocent. Pa Cloud9 je največji org, tako period, skor. Pa investicijo so dali. Na Westu. Big investment pa vse. Ne naredijo tega za brezvezi, ne naredijo zaradi tega, unlikely potem. No, veš, se tudi to moraš vedeti. Oni so naredili za LS tako največjo investicijo, ker on je rekel, jaz moram iti skorej ven. To pomeni, da ne bom toliko let tam in lahko zgubim citizenship ali karkoli hoče imeti. In kaj so naredili? Druga šansa, da dobiš je pa, da odpreš firmo, ki ima dosti casha. In on je odprl firmo in Cloud9 je noter dal $500 000. Pač to je bilo javno vse, ker če daš to casha lahko. In oni so to za njega naredili in po enem mesecu so ga kikali. Tako da pač... Ne bi tega naredili. Ne bi oni $500 000 nakazali. They were pre-invested in him, yes. Lahko citizenship pa basically kupiš, za 500,000. Ja, to moraš dati kao na firmo gori. Tako da pač Nice and easy. Sam nikoli pa ne bomo vedeli lekšna zgodba, ker vrte ne toliko šita se zgodil, da če se razveji. To je tako, ne vem, če se ti spomniš, kaj si še spremljal, veš, kaj imel Team Liquid unga. Enega iz Latam, enega top lanerja, Quartz ali kaj je bil. Quas, ja. Ja, Quas.